Vesela pa sem, da je z nami tako priznana strokovnjakinja. Profesorica Batelino je vodja avdiološke in otokirurške dejavnosti na otorinolaringološki kliniki pri UKC Ljubljana. Je tudi glavna mentorica za specializacijo iz področja otorinolaringologije in predavateljica na Fakulteti za medicino. Vse do lanskega leta je bila pri Slovenski zdravniški zbornici nacionalni koordinator za področje specializacij iz otorinolaringologije. Zaslužna zdravnica nam bo danes najprej predstavila del anatomije, kjer boste izvedeli, kako poteka slušna pot. Spregovorila bo o najbolj pogostih vzrokih okvar sluha. Izvedeli boste tudi, katera so druga nevarna obolenja, ki so povezana s sluhom. Predvsem pa, zakaj je pomembno, da takoj, ko zaznate okvaro sluha, obiščete specialista. Čudežnega zdravila za naglušnost namreč ni, zato je pomembno, da se poslužite tehnologije in ojačate svoj sluh z aparatom. Tako boste takoj na pravi poti, da ohranite kakovost in način svojega življenja. Povedala bo tudi, kdaj slušni aparat ni več dovolj in je smiselna vstavitev polževega vsadka. Profesorica Batelino, beseda je vaša. Sluh je eno izmed 5 čutil, ki jih imamo v telesu, je na nek način zelo pomemben in ga ne moremo nikdar izključiti. Se pravi, oči zapremo, ko spimo, ne čutimo lažjih dotikov ali podobnega, medtem kot sluhovod in uho je na nek način ves čas odprto za slušne signale, vemo pa, da ko spimo, teh signalov večinoma ne zaznamo. In kaj je zvok? Zvok je potovanje zgoščenin, se pravi stisnjenega zraka in pa razredčenin zraka. To delajo vsi inštrumenti, to delajo naše glasilke in to se potem prenaša, bomo videli kako in kako to zaznamo. In šele uho in pa celotna slušna pot nam omogoča subjektivno, se pravi osebi lastno, zaznavo tega zvoka. Pomen sluha, vemo, da je pomemben za razvoj govora, izražanje in sprejemanje misli in stališč in kot so povedali naši 3 predhodni sogovorniki, pomembno je razvoj osebnosti, ki ga lahko omogočimo samo z odnosi. Se pravi, da mi drugim lahko povemo, kaj mislimo, kako čutimo, kaj si želimo in seveda, da lahko izvemo tudi od ostalih oseb, kako nas doživljajo, kaj čutijo in kaj pričakujejo od nas. In pa, ko gradimo jezik, se istočasno učimo višjih kognitivnih sposobnosti, se pravi načrtovanja, zaporednega reševanja problemov. Vedno naredimo nek načrt, seveda pri govoru vedno manj zavestno, gre že podzavestno, ampak vsak stavek je v bistvu sestavljen iz posameznih malih problemov, ki jih seveda možgani znajo že sami rešiti. Zgradba ušesa, velikokrat ste videli to slikco, ampak samo na kratko, da ponovim. Zunanje uho, uhelj in sluhovod, srednje uho, bobnič z zračnim prostorom, 3 slušnimi koščicami in neobhodno pomembno evstahijovo tubo trobljo, ki izenačuje pritisk zraka v srednjem ušesu, ki mora biti enak, kot je v zunanjem sluhovodu. Povezava srednjega ušesa z notranjim, se pravi stapesna ploščica, stremenčeva ploščica, ravnotežni del, ki je mnogokrat tudi prizadet pri težavah s sluhom, o tem danes žal nimamo časa govoriti, in pa seveda notranje uho, dobro poznan polžek z slušnim in ravnotežnim živcem. Kako slišimo? Na kratko, če povem, te zgoščenine in razredčenine zraka zanihajo bobnič, to nihanje se prenese in pa tudi sila ojača, ker pride do zanihanja tekočine, se pravi, prej imamo potovanje zgoščenin in razredčenin zraka in to se mora spremeniti na valovanje tekočine v notranjem ušesu. Koščice
so pomembne, ne samo za križanke. Vidimo, da so med seboj povezane z nekimi sklepi, ampak te sklepi niso tako gibljivi kot recimo rama ali koleno. Te vse tri slušne koščice delujejo kot neke vrste vzvod, da se lahko sila potovanja zgoščenin in razredčenin zraka prenese na koncu na stremenčevo ploščico, ki prenese to gibanje na tekočino notranjega ušesa. Da vidimo, kako je ta koščička majhna, se pravi 4,5 mm visoka in nekje 2,5 mm dolga plošča, tole je pa debelo nekje četrtinko milimetra in zelo lahke so koščice. Tukaj vidimo, da če se le da, se je volumen teh koščic odvzel, da so popolnoma lahke. Ne smemo pozabiti na dve mišici v notranjem ušesu, ki sta pomembni za hipno zaščito pred prehudim zvokom. To je bilo mišljeno predvsem za grom, ki na nek način potegne ta bobnič notri, stapedialna mišica potegne stapes ven in pride do zmanjšanega pritiska na tekočino notranjega ušesa in se ga ščiti. Povedali smo, da nujno potrebno dobro delovanje Evstahijeve troblje za dober sluh. V votlini srednjega ušesa je to stalno odprta odprtina, medtem ko je v nosnem delu žrela odprta le nekaj sekund na dan, ko požiramo, ko zehamo ali če se naučimo skrčiti mišice, ki jo odprejo, in hipno se izenači zračni tlak v votlini srednjega ušesa. Notranje uho, polžek, precej zapleten organ. Pomembno je, da vemo, da tekočinski val, se pravi v tekočinski val spremenjeno potovanje zgoščenin in razredčenin zraka, gre pri eni odprtini navzgor, se pravi tam, kjer nalega stremenčeva ploščica, gor, se obrne in tekočinski val po drugi poti potuje po polžku nazaj in ta val potem izniha v zrak v srednjem ušesu, ki mora biti seveda brez krvavitve, brez tekočine, ki je posledica vnetja. Skratka, srednje uho mora biti lepo prezračeno. Za to, da mi slišimo, morajo vsi ti živčni signali, ki jih proizvede naš polžek, se pravi spremeni tekočinski val v elektriko, potovati po višje ležeči slušni poti. Vidimo velika C križa, ima neskončno živčnih povezav in šele če pripotuje v naš senčnični možganski reženj, v sivo možganovino, v skorjo, šele takrat se mi zavedamo zaznave zvoka. Skratka, nič nam ne pomaga zunanje srednje notranje uho, če niso zdrave živčne povezave do možganske skorje. Kako ločimo okvaro sluha? Se pravi, lahko jo ločimo na mesto, kjer pride do okvare, na periferne, se pravi uho, slušni živec, in pa na centralne, se pravi na te živčne povezave, ki dovajajo ta električni impuls do možganske skorje. Prav tako ločimo, se pravi, prevodne okvare, kadar je moteno delovanje bobniča srednjega ušesa, in zaznavne okvare, kjer je moteno delovanje notranjega ušesa, se pravi polžka, in pa več stopenj okvare. Najbolj groba delitev je blaga, srednja in huda, vse do popolne gluhote, kjer ne zaznamo več 120 decibelov kot zvok, lahko ga samo čutimo, ampak ne zaznamo ga kot zvok. Pogostost okvar sluha, kot so že povedali sogovorci, poznajo veliko ljudi, ki slabo slišijo, in to je razumljivo, saj je najpogostejša prirojena bolezen, se pravi 1 do 3 tisoč novorojenčkov ima okvaro sluha, in pa seveda z leti postaja najpogostejša kronična bolezen ali rečemo zaznavni primanjkljaj v starosti, in po 75. letu je nekje več kot polovica ljudi že slabo slišnih. Vzroki okvare sluha, smo rekli, lahko nastanejo v samem sluhovodu, v srednjem ušesu, polžku ali seveda v možganskih centrih. Se pravi, v zunanjem ušesu so lahko zožitve sluhovoda, ušesno maslo, tujki, tumorji.
prirojene nepravilnosti, ni razvitega sluhovoda, ni srednjega ušesa, shize, se pravi razcepi neba, vplivajo na nedelovanje Evstahijeve tube, preko nosa ne dihamo, se pravi prevodna izguba sluha. Tukaj vidimo ušesno maslo v sluhovodu, to je tako, kot bi imeli srednjestopenjsko izgubo sluha, se pravi sluhovode je potrebno pustiti pri miru. Razne poškodbe, ki nastanejo z leti bobniča, sluhovoda, žal tudi senčnične kosti, zlomi, kjer lahko pride tudi do trajne izgube sluha in nedelovanja obraznega živca. V srednjem ušesu so najpogostejši vzroki za izgubo sluha akutna vnetja, perforacije bobničev, nepomične ali manjkajoče slušne koščice, se pravi ta prenos potovanja zgoščenin in razredčenin zraka ne pride v tekočino notranjega ušesa. Potem razcepi so pogosto združeni tudi z razvojnimi anomalijami samega polžka in pa seveda zlomi senčničnih kosti, ki so pri visokih hitrostih, se pravi avtomobilskih nezgodah, padcih iz višine, žal še pogosti, kljub čeladam, kljub temu, da je senčnična kost najtrša kost, seveda ob veliki sili hitrosti pride do njenega zloma. Akutno gnojno vnetje srednjega ušesa, ponavljajoča vnetja v otroštvu. Morda smo malo pozabili, naši starši, kaj šele dedki in babice, so vedeli, da se zaradi tega lahko tudi umre, ne samo, da je posledično lahko otrok tudi gluh. Zdaj kar nekako jemljemo, saj bo dobil antibiotik, pa bo dobro, ampak temu ni vedno tako. Izlivno vnetje srednjega ušesa, ko Evstahijeva tuba pri otroku ali zaradi tega, ker ni navajen dihati skozi nos ali ker ima preveliko žrelnico, ne deluje. In pa seveda kronična vnetja srednjega ušesa, kjer pride do odmrtja, odgnitja samo bobniča in koščic in žal uraščanja kože iz zunanjega sluhovoda v votlino srednjega ušesa, ki potrebuje večjo operacijo, in kot vidimo, imamo prevodno izgubo sluha, medtem ko nam polžek, zgornja krvulja, še odlično deluje. Imamo lahko tudi okvare v notranjem ušesu zaradi morda pomanjkanja kisika v rojstvu, morda stanja po srčnem infarktu, možganskem infarktu, kjer pride do zastoja dihanja. Nekje v 50% najdemo genetske okvare, ki so predvsem vezane na polžka, lahko pride do izoliranih poškodb polžka pri zlomih senčnične kosti in nekje v 30%, upam, da se zdaj premikamo na 25%, še vedno ne ugotovimo vzroka izgube sluha. Ne smemo pozabiti na centralne motnje sluha, se pravi, karkoli se v možganskem deblu ali možganovini zgodi, lahko povzroči slabšo slušno zaznavo, se pravi infarkti, krvavitve, pomanjkanje krvi v tem področju, tumorji, poškodbe, stanje po operativnih posegih, zlatenica že ob rojstvu, pomanjkanje kisika ob rojstvu, okužbe s citomegalovirusom in prav opažamo v zadnjem letu, na žalost, COVID-19 povzroča kar nekaj nenadnih izgub sluha, večinoma enostranskih, včasih tudi obojestranskih. Polžek, če ga samo na hitro pogledamo, ima izjemno natančno sestavo, praktično vsaka vrsta celice določena, ima svojo funkcijo in ogromno genetskih možnih mest, kjer lahko pride do okvare. In če pogledamo, pred 8 leti smo pogledali samo dva gena, glede izgube sluha, pregledali smo 210 slovenskih bolnikov in v 30% ugotovili genetsko okvaro sluha. Znanost napreduje, mi se izboljšujemo in ta hip imamo v naši bazi že od 2003, 610 slaboslišnih in naglušnih oseb, odvzeto kri, izoliran genetski material. Zdaj pregledamo preko 4000 genov
kaj se z njimi dogaja, ki so povezani z izgubo sluha, in v približno 40, celo nekoliko več procentih odkrijemo genetski vzrok izgube sluha. Tukaj bi poudarila še sindromske izgube sluha, skratka, kjer imamo poleg izgube sluha še neko pridruženo obolenje. Če si pogledamo Usherjev sindrom, se pravi izgubo sluha in slepoto, smo jih pogledali 21, praktično vse v Sloveniji. Sluh, okulistični pregled, genetsko testiranje, ravnotežni organ, ki je okvarjen že od rojstva, in v tem izoliranem primeru ne samo otrokom, ki so gluhi in ki vemo, da bodo oslepeli, tudi od rojstva gluhim, odraslim osebam, ki so izgubile vid, priporočamo vstavitev polževega vsadka, tako da imajo vsaj eno zaznavno pot za kontakt z njimi in svetom. Kako ugotovimo, zakaj je prišlo do izgube sluha? Se pravi, pogovor s pacientom, kjer vprašamo vse možne vzroke, kjer bi lahko prišlo, ali zaradi česar bi lahko prišlo do izgube sluha. Pregled, seveda vidimo z otomikroskopijo samo do bobniča. Vedno smo rekli, mora delovati Eustahijeva troblja, se pravi, pogledamo nos in nosni del žrela. Tole izgleda tako kot odvzem brisa. Moram povedati, da je majčkeno bolj siten, ampak se pravi, v nosni del žrela preko nosu otorinolaringologi potujemo večkrat dnevno. Vsi poznate oceno sluha z glasbenimi vilicami, s šepetom, glasnim govorom, in potem nadaljujemo s timpanometrijo, kjer vemo, da če je bobnič perforiran ali če je tekočina v srednjem ušesu, dobimo patološke vrednosti. Če pa gre za okvaro polžka, genetske okvare, otosklerozo, s timpanometrijo dobimo običajen rezultat. In pa seveda merjenje sluha z zvokom, se pravi, pri otroku dodamo še neko igro, pogojevanje, se pravi, spustimo zvok, pa ne vem, vlakec začne voziti ali se slikca pokaže, in seveda, če damo potem zvok in otrok išče drug signal, se pravi slikco ali potovanje vlakca, vemo, da je zvok zaslišal. Najpogostejša meritev sluha je pražna tonska avdiometrija. To vsi moji današnji poslušalci poznajo. Se pravi, preko slušalke in preko vibratorja na kosti testiramo ločeno prevodni del, se pravi, ali deluje bobnič in votlina srednjega ušesa in ali dobro deluje tudi polžek, ki vibracije preko kosti prenaša na ta kortij organ zaznavne celice, ki potem prožijo akcijske potenciale, se pravi elektriko, ki potem potuje v senčnično skorjo, kjer smo rekli, samo tam se zgodi slušna zaznava. Potem imamo vrsto precej natančnih, bom rekla, skoraj računalniških možnosti merjenja sluha, kjer bolnik ni treba, da sodeluje, lahko samo, se pravi, je pri miru ali spi, in lahko za draženje uporabljamo tudi elektriko. Od leta 2005 pri vseh novorojencih opravljajo merjenje otoakustičnih emisij. In se pravi, gluhe ali zelo slabo slišne novorojenčke najdemo kmalu in jih lahko rehabilitiramo, ker vemo pred pojavom tega screeninga sluha. Smo odkrivali gluhe in naglušne otroke nekje v starosti 5 do 6 let, ko je res opazno ratalo, da ni govornega razvoja. Samo v Ljubljani merimo odziv možganskega debla na, se pravi, frekvenčno in glasovno moduliran ton. Merjenje akustičnih potencialov možganskega debla izvajajo tudi nevrologi, in pa kohleografija, žal bolj invazivna metoda, kjer moramo bobenček zarezati in vstaviti noter elektrodico na okroglo okence, kjer dovajamo elektriko in merimo, če pride ta elektrika do naše senčnične slušne skorje, kjer potem vemo, da je nekje od polžka navzgor vse delujoče.
To smo že rekli, genetske preiskave, odvzamemo samo malo venske krvi in izvid pošljemo samo staršu ali samemu preiskovancu, drugače pa se ta genetski material vodi kot anonimen, samo s številko in se ne ve več, od koga je kasneje. In seveda slikovna obravnava, vedno manj klasičnega rentgenskega slikanja, pač pa z računalnikom podprto rentgensko slikanje za kostne dele, tukaj vidimo slušni koščici in pa polžka, in pa za mehkejše dele opravljamo magnetno slikanje glave, tukaj vidimo droben tumor v področju slušnega živca. Se pravi, kako lahko premoščamo izgubo sluha, ki nam omogoča boljšo komunikacijo, se pravi sluhovod, izenačevanje tlaka v srednjem ušesu, slušni pripomočki, operacije in pa seveda vsadni slušni pripomočki. Vemo, da je slušni aparat nekako najbolj uporabljena vrsta rehabilitacije, ampak opažamo, da žal so nekateri bolniki oskrbljeni ali pa recimo slaboslišne osebe s slušnimi aparati, kljub temu, da bi se dalo tudi z operacijo izboljšati, tako da zdaj ob dobrem sodelovanju slušnih akustikov veliko ljudi z že 20 let nošnje slušnih aparatov le pridejo do kirurga in za operacijo odstranimo slab sluh. Verjetno bodo slušni akustiki več povedali, kaj vse mora biti zagotovljeno, da lahko oseba sliši s slušnim aparatom. Samo na kratko bi se dotaknili na operaciji, se pravi, imamo klasične kirurške tehnike, kjer nekaj izrežemo, zaflikamo, damo novo slušno koščico, in pa modernejše kirurške tehnike, kjer v samo senčnično kost vsadimo neke vrste računalnik, ki nadomesti nedelujoči del slušne verige ali notranjega ušesa ali celo slušnega živca. Se pravi, klasične operacije rešujemo zunanji sluhovod z meato plastiko in pa srednje uho, klasične tehnike. Srednje uho prerežemo, odstranimo, sem rekla, zaflikamo, zašijemo, nadomestimo, damo ušesne protezice, tudi pri operaciji otoskleroze. Spomnim se prvega sogovornika, gospoda Andraža, žal ni šlo očitno tako, da bi boljše slišal, ampak večinoma, ko nadomestimo negibno koščico, se sluh izboljša. In pa seveda nadaljujemo z modernejšimi kirurškimi tehnikami, kjer lahko vsadimo vibratorni slušni aparat, kadar polžek še deluje, se pravi, da se samo na tekočino prenese vibracije in polžek potem opravi svoje delo. Imamo podkožne preko vijaka, na traku, na očalih, lahko se kaj vname, ampak večinoma se to vse poceli in pozdravi, če malo večje operacije. Potem lahko damo aparat pod kožo, na koščice, ne bom predolga, potem lahko damo notri večji vibratorni delček, se pravi v senčnično kost vstavimo pravi mali vibrator, ki se giblje in spremeni zvok v vibracijo, ki se prenese na tekočino srednjega ušesa. Če polžek ne dela, moramo nadaljevati z vsaditvijo računalnikov, ki dovedejo elektriko v našo slušno pot. Imamo dva v polžek, polžev vsadek in pa vsadke v možgansko deblo. Se pravi, če je polžek okvarjen do te mere, da s klasičnim slušnim aparatom, ki zvok samo ojača, oseba ne razume 50% predvajanih enozložnic, se pravi besed slovenskih z enim zvokom, enim zlogom, predlagamo rehabilitacijo s polževim vsadkom. 24 let že to delamo, tako da mislim, da je kar poznana tehnika, več kot 500 implantirancev, znane zgodbe, zadovoljne osebe, od dojenčka, otroka do starejšega. Če to ne moremo dati v polžka, ali ga ni, ali je poškodovan, ali je bil tumor, nadaljujemo in vstavimo implant v jedro slušnega živca, zahtevnejši poseg in pa seveda na nek način slabša slušna zaznava. Skratka, praktično pri vseh
lahko dosežemo neke vrste slušne rehabilitacije. Kaj bi še poudarila? Slab sluh ni nujno, da je okvara polžka, srednjega ušesa, česarkoli, lahko je napovednik večje, napredujoče, hude, celo smrtne bolezni. Se pravi, izguba sluha se ne sme prej rehabilitirati ali odpraviti, preden se vsaj mesto obolenja ne določi. Primeri, kjer lahko spregledamo hudo bolezen, če rehabilitiramo sluh in v bistvu rečemo osebi, zdaj ste dobro slišna, uporabljate slušni pripomoček, ampak lahko je prezrto hudo obolenje, ki bi nujno potrebovalo zdravljenje. Se pravi, resna zdravstvena navodila, preslišati lažne novice. Moram reči, da smo imeli tukaj mi tudi veliko izkušenj. Slaboslišni so se obračali na nas, mi smo se obračali na zdravstveno, tržno ministrstvo, inšpektorat, zdravstveno ministrstvo in žal je še vedno slovenska zakonodaja taka, da če oglaševalno podjetje ni registrirano v Sloveniji, ne more biti pravnih sankcij proti njemu in res se zahvaljujem tudi pomoči društev gluhih in naglušnih, ki so tudi apelirali, manj je oglasov, čeprav kljub demantom še vedno nekaj oglasov redno srečujemo. Se pravi, potrebno je obiskati otorinolaringologa in se potem z njim uskladiti, najti slušno rehabilitacijo, ki bo osebi možna in ki bo zanj sprejemljiva. Hvala lepa. Hvala lepa, profesorica Battelino, za vaše predavanje. Sicer sva že izkoristili ves čas, pa vendarle imam kar nekaj vprašanj, mogoče bom lahko zastavila samo 3, ostalim pa svetujem, da se morda še osebno potem obrnejo na vas, ker so nekatera vprašanja, se mi zdi, da bolj kompleksna in se nanje ne da tako hitro odgovoriti. Samo na kratko vas lepo prosim, vprašanje gospoda, kako priti do genetskega testiranja? Samo za napotnico audiovestibulološka obravnava, mi izmerimo sluh, gospod podpiše soglasje, mi odvzamemo 3 ml venske krvi in jo posredujemo naprej. Se pravi, obisk UKC Ljubljana, audiovestibulološki center in to je to. Potem me zanima, ali ste pri pacientu kdaj že slišali zvok objektivnega tinitusa? In če da, kako zveni? Slišala sem ga pri eni punčki, šlo je za neko razširjeno vensko žilje v področju senčične kosti. Ampak to je izjemno redko. Slišala sem tudi krčenje in zapiranje mišice mehkega neba, ki je neprekinjeno odpirala in zapirala tubo. Ampak to je res izjemno redko. Možno je slišati zožitve vratnih žil ali izrazito povečan pretok v ščitnici. Samo še za konec, menite, da je izguba po Fowlerju 80 težka, srednja naglušnost? Veste, vse norme so zapisane. Tako v našem učbeniku, ki smo ga izdali 2017, vsi zdravniki medicine, dela, prometa in športa imajo te vrednosti. Seveda je to težja naglušnost, ampak izguba sluha po Fowlerju je samo neka statistična norma, ki se uporablja za pravne akte. In v ambulantah se jo ne izračunava, ker v zdravstvenem pomenu nima pomena. Tako da včasih pride, še to bi poudarila, do kakšnega nesporazuma. Če oseba za pravne ali pa recimo upravne postopke želi izračun izgube sluha po Fowlerju, mu ga ambulanta, ki je v koncesijskem razmerju, ne sme izračunati brez računa. Stane pa izračun nekje okoli 10,8 evrov, s tem, da imamo seveda notranji dogovor, da težko naglušnim, našim dolgoletnim pacientom tega ne zaračunavamo. Samo še za konec, se opravičujem, no, ampak res bi rada še tole vprašala. Enkrat ste podali eno fantastično primerjavo, ko ljudje sprašujejo, se odločiti za standardni ali nadstandardni slušni aparat, pa ste enkrat dali eno primerjavo tudi s tem, ko kupujemo visoke supergali,
visoke pete ali superge. No, mogoče na kratko še to, potem pa se poslovimo. Aparat je tako kot z vsemi ostalimi stvari, ki jih lahko kupimo, doplačamo, si sposodimo. Ugotoviti moramo, kaj so naše prioritete, ali da nekaj samo lepo izgleda, ali da je nekaj funkcionalno. In funkcionalni ali recimo nadstandardni slušni aparat je tako, kot če bi si kupili odlične superge, v katerih dobro hodimo, nam ne povzročajo težav s hrbtenico in nam dobesedno omogočajo nadaljnji razvoj. Hvala lepa.